Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. Matic, povej. Ekstremni petek. Ekstremni petek, tako je. Tako mislim, da je bila celo ideja najprej, da je imela naslov Petkov Ekstrem v bistvu. Ja, je bila. Malo sem že pozabil. Ja, ekstremni petek, sam pa sva rekla, ne, boljši je. Petkov Ekstrem, se veliko levoš sliš. Ja. Okay. Naslov oddaje Ja. današnje, tema današnje oddaje Ja. je Index Librorum Prohibitorum. Kvada. To je pa seznam prepovedanih knjig. Cool. Včasih so delali sezname knjig, ki jih človek ni smel prebrati. Zakaj so jih Sam pisali? to je tako izpadlo, da so delali dejansko sezname knjig, ki jih moraš prebrati. Aha. A ne? Ja. Kjer sadež je najboljši? Jabolko. Prepovedano, Ja, sej. okay, no sej sem dojel, Ja. Newtona pa to si ti Ja, povezal tako, vse dele skupaj. Ne? tako. Ja, v glavnem, knjige so jih začeli izdajati, mislim, v zgodnjem srednjem veku, Ja, zato ker pač tisk takrat je nastal, začel, a ne? ja. Zato prej jih nisem nikoli mogel. Ja. So v bistvu, ko so začele knjige izhajati, Čak, So- Sanik je se to ful neumno vprašanje, Ja. ampak ni neumnih vprašanj, samo neumni odgovori obstajajo. tako je. Ne, kdaj so pisali, kdaj so pa začeli to da niso... Gutenberg je 1444, tam nek je tisk izumil, Aha, mislim. ok, no se to, zato, da si znam približno predstavljati. Prej obstajali neke vrste, ampak so dejansko ponavadi manihi to v recimo neko leseno tablico so črke delali, ampak to je bilo res zamudno, da si predstavljali. Ja. Plus tistega, ko so odtisnili, ni bilo rečeno, da bo dobro, ker je lahko počela že v te prve ali pa v te trete. A ne? In to je bilo res veliko dela. Ja. Tle tiske pa res, so bile pa res pač malo drugače bilo narejen in se je dal lepo Ja, tiskati, da ni kakor- bilo kakor je za trikrat, pa še enkrat na nov 2 Ali ure pa bo dela. treba pisati, ne, to Ja. je pa še huj. Ja. Čeprav zdaj sprašujem, aj teži tiste na roke črke delati ali pisati. Kot več cajta vzame. Realno napišeš hitri, po mojem. Skratka, Ja, nazaj k temi. tako. Mi da kar zaide. Ja, ja. to je kar fajn. Ja. No, naprej, povej. Skratka, knjige, ki so jih prepovedali, so bile ponovadi v bistvu A cenzure. pa so še danes prepovedane? Kakšne? Ne, bomo prišli tudi nekako do tega. Okay. Ja in ne. Zdaj, cenzure so bile cerkvene in pa ne samo cerkvene, tudi cesarske pa kraljeve. Ne. Imam več ali manj, ki govorim o prepovedanih knjigah, ljudje pomislijo na cerkev, to je prepovedano. To. Ja, Niti ne. V bistvu so cesarske pa kraljeve, pa pol tudi kakšne druge cenzure so še zmeraj obstajale. Zdaj, na seznam prepovedanih A knjig so katere prišle? kmečke cenzure tudi obstajajo. To pa ne vem, po mojem, da niso obstajale. Okay. Zdaj, knjige, ki so prišle, ne, se pravi, kjer so bile to ponovadi, ja, se so res več ali manj cerkvene, take, ki so imeli teološki spisi, naprimer, ki so bili sporni, a ne, ki jih cerkev ni jih odobravala, ampak po drugi strani pa tako, cenzurator, Ja. mislim, Človek, ki se je cenzurira. odločil, da bo to cenzurirano. je v bistvu, je imel najprej glede na interese cerkvene in posvetne, seveda oblasti, ampak po drugi strani pa zelo subjektivno tudi gleda, veš. On je rekel, ljudje ne smejo, ker se njemu ni zdel nekaj primerno, Ja. je rekel, to bomo ven dali, zato ker se meni ne zdi in zato zdaj jaz mislim, da vsi drugi ne smejo o tem brati. Ja, je malo tako, a ne. Ja, sam si to Konec koncev. še danes obstaja na televiziji, a ne? No, Ne vem, nekdo se odloči, da bi pa tak film dal ali pa ne vem kaj, ampak televizija to ne bo predvajala, ker se je en odločil, da to pa pač je sporno in ni za na ker se televiziji. joške pokažejo. Ja, dobro, sam to Ubijamo okej. 60 ljudi, ampak No. Game of Thrones, ja. Ja, na primer. Se pravi, po teološki spisi, ne, Ja. kaj je recimo protestantizem, ki je začel nastajati, to je cerkev zelo hotela omejiti, pa jim ni glih radila, ne, glede na to, da so še danes protestanti tle. Ja. Glavnem, obstajala cenzura je tako, da je bila preventivna, da je že pred samim tiskom, da so določili, a se bo,
ali se bo sploh nekaj šlo natisniti ali ne. In pa retroaktivno, kar je že, če bo neka knjiga že napisana, pa so pa rekli, ok, prepovedana je, ne bojo več smeli. Ne bojo jo več smeli brati. Zdaj, načeloma, že v 5. stoletju je nek tak seznam nastal, nekakšen seznam, ampak prvi prav uradni, se pravi, papežki je pa 1559 nastal. Takrat je ta prvi seznam. In v bistvu v 3 kategorijah je. Imaš prvo kategorijo? Sekundica. Kako lahko cenzuro daš v kategorije? To mi ni jasno. V razrede. No, ti bom povedal. Se pravi, prvi razred je lahko ali pa ne smeš? Ne, tako le, kako je delna. Imaš totalno lahko si malo prebereš, lahko si prvi odstavek prebereš, samo pa premisel, če hočeš naprej. Imaš prvi razred, kjer je totalna prepoved, bi rekel. Recimo Machiavelli. Tudi ne smeš jo pogledati, ker stoji na polici gor. Ne, jo sploh ni bilo. Cel avtor je prepovedan in vse njegova dela. Se pravi, če je eno tako hudo delo, recimo Machiavelli, ki je napisal Vladarja, to je bilo tako v bistvu, so oni ocenili, da ni fajn, da so še vsa druga dela, če tudi niso imeli veze z ničemer cerkvenim ali pa čem drugem, recimo on je napisal Zgodovina Firenc, pa neki glede vojaške taktike, neki tacka. To je bilo tudi prepovedano. Zaradi tega, ker je... Čisto kaj pa piše tam noter? Najbrž si prebral kaj, ali pa saj... Kaj? Ja, v tej, zaradi tega... Vladarju. Ja. On je zelo v bistvu zelo svobodomiselno gledal. On je vero, tako kot nekaj državna stvar to gledal. Zelo je svobodno gledal na samo oblast in to, da cerkev ne sme zraven posež. No. Ampak to jim ni bilo všeč in zato so ga prepovedali. Imaš drugo, ki je avtor, ki ima samo recimo avtor, lahko še zmeri zide sam dela, nekatera dela so prepovedala. Imaš pa pol tretji razred, ki pa so v bistvu avtori neznani, sam dela poznajo, pa so prepovedala. Zdaj, če se malo k nam, naš ozemlje, Habsburška monarhija je bila takrat. Zdaj to sem vedel. Da, vse prav. Naprimer, cenzura je bila oblast deželnega kneza. Veš, prej smo imeli, to v zgodovini to tudi zelo kompliciran. Razlika je med cesarjem pa kraljem. Potem pa še deželnega kneza in pol še deželni zbor in tako naprej. In pol deželno vlado. In pol se je en odločil in pol nobeden ni smel. In pa če je bil en od teh rekel, da jaz pa bi to imel? Ja, v bistvu nekako, v Habsburški monarhiji imela še zmer cerkev glede tega zadnjo besedo. Tako da je vse do, cerkev je imela ta oblast vse do Marije Terezije, ko je ona rekla, ker je res komandno naredila, samo fora je, da je pa ona v bistvu še hujš, še hujš je bilo ta zadeva. Tukaj, naprimer, tista fora, ki je subjektivno gleda, recimo v samomoru niso smeli ljudje brati nič, ker se njej oziroma njenim zdel, da to ni fajn za brati. Mislim, sej odvisno od človeka, ki bere to, če je človek razgledan, če se pa preveč štekan, zakaj, če ljudje niso razgledani, pa da mu en napiše, koliko je super, da se ubiješ. Ja, mislim, da ni pisal, koliko je super, če se ubiješ. Bolj je neka filozofska misel bila za tem, če se ubiješ. Ja, ok. Ampak ni bilo fajn. V glavnem, te seznami so več o manj tako zelo nastajali, ne 10 let ali pa še kaj prej. In ta zadnji je bil leta 1948. So ga naredili. 1966 je pa papež Pavel VI ukinil. Se pravi, ni bilo več tega seznama. Se pravi, zdaj lahko nimam nič prepovedanega. Ne, zdaj lahko pač prebereš. Tudi v samomoru. Tudi, če te zanima o tem, ne. Imaš pa se pravi, kdo, kjeri knjige, kjeri avtori so bili prepovedani. Ok, Machiavellija smo že povedali. Po recimo Jan Hus, Martin Luther, ona sta bila tam primer tudi oba dva v tem prvem razredu, ki je bilo vse prepovedano. Ja. Pol, naprimer, tudi Erasm Rotterdamski je tukaj bil vmes.
Pomaž Kopernika, Galileja, Keplerja, Michel de Montage, Voltaire, v glavnem ogromno avtorjev, ki so več ali manj, ne vem, filozofi, pa so... Eno stvar Pa so neki tam, pa so tako, malo bolj drugače so razmišljali, pa nekomu ni bilo všeč in so bili nekako prepovedani. Zdaj vnašmo, kdo pa misliš, da je od naših, kjer avtor misliš, da je? Nimam pojma. Sana, se mi ne. No, če malo pomisliš tako, kjer je bil protestant, ki je izdal čist mim grede prvo slovensko knjigo. A ja, Trubar. Ja, recimo on je bil na seznamu. A je bil? A ja. Ja. Zakaj pa on? Ja, pač protestant je bil. A ja. Ja, no pa se kva, on je abecednik dal, kaj pa je tukaj? Ne katekizem. No, Je bil bolj problem. A ja, to je bil problem, ja. Ja. Ker recimo problem je bil tudi, so bile tudi Biblije, ki so bile napisane v ljudskih jezikih, če k temu koristim. Zakaj? Pač, ja, latinščina, grščina, recimo, to je bilo, ti so bile uradne knjige, recimo, sploh cerkve. Če pa kdo napisal nek drugot, je pa bilo... Ja, no, pa morajo ljudje razumeti, kako boš pa dobil nove vernike. No, sej, zato tako so oni razmišljali, ne? Ja. Ampak eni so še zmer staro modno gledali na zadeve, kakor še danes. Ja. Je pa fora, da Darwin, recimo, nikoli ni bil na seznamu. Čeprav... Je tako, ali? Ja, v glavnem Galileo, Kopernik, Kepler, te so pa recimo zaradi astronomskih pogledov. Ampak zdaj moram nekaj povedati, kar zelo ljudi veliko meša. Ne zato, ker so rekli, da je Zemlja okrogla. Ja, si to sem slišal, da sploh ni bilo to. To je cerkev je podpirala, da je Zemlja okrogla. Ta mit je sam nastal v času renesanse, ko so se imeli za nekaj več, pa so rekli, v času mislili, da je Zemlja ploščata, mi pa vemo, da je okrogla. In zdaj smo mi toliko bolj pametni. In pa so mislili, da so dejansko včasih mislili, da je bila. Tako je prišel ta mit, kar je malo napačen. Tako pa to je bilo na kratko o seznamu prepovedanih knjig. Zanimivo. Obstaja pa na Wikipediji, mislim, da je prav seznam vseh avtorjev, ki so bili. In ti greš samo tiste, brat, ki so. Zdaj imaš seznam za brat. Ja, v zgodnem novem veku je bilo to seznam knjig, ki jih je treba brati. Ja, verjamem. Švercali so jih pa več ali manj iz Benetke ponavadi. Ker si bilo cool. Malo bolj. Ja. Zanimivo. A imaš še kaj za propomant? Ne, imaš ti kaj za propomant? Jaz sem že propominjal čez celo oddajo zraven, tako da to je to. Hvala za ogled, lep petek, pa se vidimo, ko se zagledamo. Tako je. Ajde, čau!